Čau! Danes se bomo v glavnem posvetili dvema temama, in sicer oblikovanju zvoka za dialoge pri filmih, kot ga je na Audioforumu predstavil Julij Zornik, in premieri dokumentarno igranega filma o starovercih, ki ga je režirala Ema Kugler. Ampak, ker je v noči iz nedelje na ponedeljek potekala tudi proslava ob podelitvi nagrad Emmy, na kratko omenimo še te. Veliki zmagovalci dogodka so bili zagotovo ustvarjalci serije Shogun o belem pomorcu, ki pride na Japonsko, se tam zatakne in potem začne starodavnim japonskim samurajem pomagati v njihovi notranji vojni. No, serija je prejela rekordnih 18 Emmyjev, kar je največ doslej za eno serijo v eni sezoni. Ni pa pobral le tistih stranskih nagrad, ampak tudi tiste za najboljšo dramsko serijo, najboljšo režijo, najboljšo moško in žensko glavno vlogo, ki sta ju osvojila Hiroyuki Sanada in Anna Sawai. Najboljši scenarij je pripadal vohunski seriji Slow Horses o oddelku MI5, v katerega pošljajo problematične ali vohune slabšega kova. Emmyja za najboljšo moško vlogo v kategoriji komedij pa je dobil Jeremy Allen White za vlogo v The Bear. Serija je sicer dobila samo še nagradi za stransko moško in žensko vlogo v komediji. No, tokratna podelitev Emmyjev je bila že druga letos, ker so 75. podelitev iz lanskega leta zaradi stavke scenaristov in igralcev premaknili na letošnji januar. Na tokratni 76. podelitvi pa so bile torej nagrajene oddaje predvajane med 1. junijem lani in 31. majem letos. Največje presenečenje podelitev je bil verjetno Emmy za najboljšo komedijo, ki jo je dobila serija HBO Hacks. Deborah, after your special, your career's never been hotter. Did you ever think you'd be back on top? Yes. Deborah's here. You're here? She hired new writers. You know what? She hired two, which is actually a compliment, isn't it? She had to replace you with two people. Wow. I'm not ready to see her. Can you hold the door? This isn't the same as before. No more jokes about my physical appearance. Oh, come on, now those are grandfathered in. What's up, Josefina? Ava, do you need me to give your hair CPR because it is limp and lifeless? No workaround! I've got all these eyes on me now. I'm finally respected. Anything I want to do, I have to do now. Full body chills. Feel goosebumps. No. I was perfectly content being a gorgeous Vegas comic, and then you come along and you make me want more for myself. So you're mad at me for pushing you to be better? Yes! Toliko za enkrat iz tujine. Zdaj pa poglejmo še v domače loge, kjer se je prejšnji teden končal prvi slovenski Audioforum Ljubljana 2024, ki je potekal na AGRFT v Ljubljani. Ob začetku festivala so povedali tudi, da si želijo na akademiji začeti s programom zvoka, a ga zaenkrat vodilni še niso potrdili. Vseeno lahko povemo, da je bil festival dobro obiskan, da zanimanje za zvok očitno obstaja in da je lahko to področje zelo raznoliko. Med predavanji sem najprej obiskala denimo predavanje slovenskega oblikovalca zvoka Julija Zornika, ki se je lotil montaže dialoga. Tistega z oskarjevcem Tarnom Willersom, ki je bil nagrajen za zvok za film Interesno območje, pa sem žal zamudila. Zakaj sem se zamislil? Zato, ker se mi zdi to ena izmed najpomembnejših stvari, s katerimi se sopadamo pri obdelavi, oblikovanju zvoka, kako to povemo. Zakaj? Večina filmov, nadaljevank, AV del, kako gremo, ima dialog. Velika večina, ne? Zdaj v odstotkih, če bi šel mer pa razlagati, po moje se bližamo 90 oziroma 80%. Spravi 80%, 90% AV vsebine ima dialog in dialog služi za razumevanje zgodbe, za čustva, za dramaturgijo in podobne stvari. Zelo, zelo pomemben element, ki če ga ne razumemo, ne slišimo, ne bomo razumeli, kaj nam to delo, kakršno hoče povedati.
Obdelava zvoka naj bi bila pri filmu najbolj temeljita, zato iz njenih osnov lahko izvirajo vse ostale obdelave govora. Že sam to, ker so pač filmi nekako neka taka obsežna zvočna gmota, je za lažje organizacijo dela v samem filmu potrebno ta obdelavo zvoka razdeliti na več sektorjev, oziroma na nekih več pod delovnih nalog. In ena izmed teh delovnih nalog je ta montaža dialoga, ki sem jo pač dal na prvo mesto, zato ker je najbolj pomembna, pa nekako se hkrati tudi s tem vse skupaj začne. Potem čisto samo za pregled, samo to, da vidite, kaj so te neke osnovne. Te stvari se lahko potem še delijo na neke pod, če so kompleksni projekti, pa če je veliko denarja, neke pod zvrsti. Izdelava skornih šumov, folij, to so šumi, ki jih mi proizvajamo z našim gibanjem in povzročamo zvoke z našim gibanjem, ki jih je treba kreirati za film, montaža zvočnih efektov in atmosfer, avtomobili, vrata, ptički in podobne stvari. Montaža zvoka je nekako ta faza, kjer se vse te neki elementi združijo, če se to dela po nekih resorjih, se združijo in potem se dela sito, kaj izmed teh elementov v nekem trenutku ja, kaj ne, kaj še rabimo, kaj ne. Neki pregled tega dosedanjega dela, mešanje zvoka, ki je potem delanje razmerij med vsemi temi zvoki in seveda glasbo, ki pač pride. In na koncu je, glede na to, da se zdaj vse te vsebine predvajajo na tolikih različnih platformah, je že posebna, bom rekel, neka veja izdelava distribucijskih verzij, kjer je treba upoštevati vse zakonitosti vsakega medija, da se ta stvar dobro sliši na kjerkoli mediju pač to bo. A je to telefon, a je to televizija, a je to film, a je to laptop, ali slušalke, pa vse to je treba na koncu upoštevati. Da pa se lahko vse zares dobro sliši, je še posebej pomembna faza za dialoge, faza nadsinhronizacije. Taran Willers je sicer dejal, da v interesnem območju nadsinhronizacije niso delali, obdelovali pa so le tisto, kar je bilo posneto na terenu. Ko prenesemo material in začnemo, je pač faza montaže dialoge, urejanje teh dialogov, izbiranje dialogov, menjanje dialogov, dodajanje dialogov in tako naprej. Nadsinhronizacija je faza, ki tudi je nekako del te montaže dialoga, kjer se ti odločaš ali zaradi tehničnih razlogov, da je treba pač nekaj na novo v studiu posneti, ali pa ker je treba enostavno za razumevanje zgodbe, ker je v fazi montaže bilo manipulirano in je potem treba dialog spreminjati, da bo razumljivost nekako se prilagodila novi fazi, oziroma ostala enaka, kot bi mogla biti po nekem osnovni ideji filma. In pa vala se dostakrat pojavlja. Vala je nekako, temu lahko rečemo, dialog v drugem planu. Mi, ko posnamemo dialog, seveda hočemo, da sam glavni igralci govorijo, če se nahajajo v baru. Nočemo pa mi, da zdaj oni igralci, ki še okoli statirajo, pa usta odpirajo, da oni govorijo, ker pač bomo tudi njih slišali v teh mikrofonih. Zaradi tega moramo poustvariti ta drugi plan teh ljudi, ki pač delajo neke vrste atmosfero. Ampak zakaj je posebej to, ker je to zelo lokalno specifično. V slovenskem jeziku mora biti ta vala slovenska. Če bomo mi vzeli iz knjižnice ameriško neko čeblanje, nekako se sliši ta ameriški nastavek, ali pa francoski nastavek, ali pa angleški nastavek. Zaradi tega pač moramo nekako prilagoditi neko slovensko valo. Zdaj, za nek tretji plan je že vseeno, skoraj vzameš Kitajce ali Indice za nek žanr, ampak za neko, da se zaslišiš kakšno konkretno, kakšno dretje, kakšno besedo, je pa treba to v slovenščini narediti. V interesnem območju so tudi valo snemali kar na terenu. Niso je preprosto vzeli iz kakšne knjižnice, kot se to pogosto dela. Ko so potrebovali zvok pijanih Nemcev, so šli po noči na ulice Hamburga. Ko so potrebovali zvok razjarjenih Francozov, pa so odleteli v Pariz takoj, ko so izvedeli, da se bo tam izvršil protest. Sicer pa sem danes že toliko povedala o interesnem območju, da me zanima, če se tega enega boljših filmov zadnjega leta sploh spomnite. Narejen je tako, da gledamo en film, medtem ko za ograjo nevidno samo slišimo, da se odvija nek drug film. Ideja o tem tako močno prisotnem zvoku pa je prišla kar s strani režiserja.
V interesnem območju so hoteli vse posneti z istimi mikrofoni, a se to ni dalo. Wheeler je imel 8 svojih, 12 so si jih izposodili od drugod in vsi niso bili enaki. Doskrat se pojavi, rabimo točno tisti mikrofon, pa točno tisto bubico, ki je bila na setu. Ne rabiš. Rabiš imeti predvsem dobro sobo. Veliko sobo, da nima odmeva, pa da nisi približno mikrofona. Vsak mikrofon lahko približno nastaviš, da bo približno zvenijo kot tiste replike. Bolj je problem v tem, da igralci tam imajo ta prave interpretacije, pa da imajo ta pravi moodu. Ni to problem, ker mikrofon si uporablja. Bolj bo problem interpretacije. Zornik pa je med pogovorom po koncu predavanja razjasnil tudi, zakaj se nam včasih zgodi, da pridemo v kinematograf in se nam zazdi, da zvok ni pravilno predvajan, da je recimo glasba glasnejša od govora. Medtem ko lahko to doma zlahka uredimo, z nenehnim uravnavanjem zvoka z daljincem, tega v kinematografu ne moremo. Na kratko zgodovina te reprodukcije je tako. Ko je bil 35 mm trak, in ko se je pojavil Dolby Digital, so se stvari nekako uniformizirale. Prvo, kar je bilo, Dolby je zahteval, da tam, kjer se filmi miksajo, oni dajo štempel, da pa rečejo, ok, to je Dolby License Studio. To je pomenilo, da je bilo ozvočenje umirjeno, nulti nivo modulacije je bil umirjen in enako je veljalo za kinodvorane. In ideja je bila, da če ti zmiksaš klele, greš v kinodvorano, je to 1:1. To je bilo Dolby koncept. Ja, ampak to je nekaj časa delovalo. Ampak zakaj je delovalo? Zato, ker je Dolby patentiral zapis digitalnega zvoka na filmski trak. In oni prodajo to licenco, da ti imaš v tej obliki to na filmskem traku zapisan in to so veselo prodajali. Producenti so bili zadovoljni, ker je bil boljši zvok in 5:1 in tako naprej. In si dejansko so bili plahna Dolby v tistih par urov. In dejansko je na končni miks, tisti končal miks, prišel Dolby konsultant in sta skupaj prepisala film na magnetno-optični disk, ki je šel v laboratorij. In tam so prepisali to na optični negativ, potem so se delale kopije 55 mm za distribucijo. Ta chain je bil pod kontrolo v bistvu skoraj 100%. Zdaj, Dolby je šel ven, DCP, zdaj ti lahko na teh 6 kanalov na DCP daš kaj češ. To eksport DCP juhu gledamo. In seveda so nivoji, ti daš lahko zdaj full scale na to. Full scale klele, noče noben slišati full scale klele. Če že gledamo, če tako izrazim, če bi gledal po nekem piku, to, ko si poznamo nula, neka modulacija nivoja normalnega govora, da se normalno sliši v kinodvorani, ki je umirjena, je tam med -31 in -27. 30 decibelov headrooma je še namenjenega za dinamiko, za to v kinu, ker poč, ker ti 30 dB. In tako je tudi v zvočenju, in uvečevalci in zvočenje dimenzionirajo, da prenese na reference. Tam mora biti 105 decibelov, oziroma 85 decibelov na referenčnem, na -20, da je, pa do 105 decibelov mora iti na poslušalčem, max. In to je bilo definirano. Zdaj stvari so se spremenile, kinooperaterji so spremenili. Začeli se tudi s filmi, ki so bili miksani na glas. Če imaš ti to headrooma, lahko ti film zmiksaš zelo na glas. In kaj se zgodi, ko imaš ti na glas in pridejo gledalci in začnejo neke kokice razlagati, da je bilo na glas. In v noče problemov, to posredujejo naprej šefom in šefi reče ki imaš dogovoren nivo, včasih je bil dogovoren nivo, ni se dotikal 7 voljum. In dogovoren nivo in potem partner reče, ok, bomo dali mi na 6,5. Zato, da se folk malo pritožil, pa da bojo kakiceli. Super, pa mi mikseri,
fuck, stari, oni 6,5 vrtijo, gremo biti tu malo glasneje. In gremo nov krog, ful je bilo glasno, in on, gremo na 5. Pa mi pogledamo, so oni na 5, pička materna, gremo mi glasneje, ne? In zdaj mi prijemo do tem, da oni vrtijo na 4,5 filme. Ne? In to je pa že od normativa, koliko je to, 6, skoraj 7 decibelov niže, to je dosti tiše, ne? In če zdaj ti daš film, ki je bil zmiksan normalno, pod tih filmih se ga nam razumeli, ne slišal. 7 decibelov je kar veliko. Izvedeli pa smo še, da veliko kinooperaterjev zvoka ne uredi, kot bi ga morala, oziroma niti ne upošteva navodil producentov in distributerjev. Včasih so tako, pač, ti si imel ta level in si rekel, daj številko. Ti si prišel in si rekel, koliko vrtite, pa si mu rekel, daj na 7 naš film. Pa je na 7 pa si normalno slišal, ne. Zdaj pa tako, da pač iPad, pa rečeš, koliko vrtiš, pa ne vem, meni kaj piše neki 51, 20, pa ne vem, pa malo glasneje, malo to, pač da je neki to, da je gora, ne. Ni več, to je šlo pač. Ne. Je pa problem, je pa ravno to, ker na DCP ti lahko daš reklamo Juhu Full Scale, MP4, predvajamo čez isti chain, ker predvajamo film, ti dobiš Full Scale in kaj bo dal na 2, ne, zaradi tega, da nam ljudem glavo odpihnili, ne, oziroma se lahko to avtomatizira, ne. Ampak, pa ko v film bo pa, mogoče se spomnim dati nazaj, se zgodi, da ne. Ker to je, za 10 dvoran je en tip z iPadom, pa vmes še kalkica pomaga. Čas je, da pogledamo še v notranjost Cankarjevega doma, kjer se je v Linhartovi dvorani, še eni slovenski dvorani, ki ni zares primerna za predvajanje filmov, saj se s številnih sedežev dokaj slabo vidi na platno, preteklo sredo odvila premiera filma Nekoč v Posočju režiserke Eme Kugler, ki pa v resnici ni bila prva izbira za režijo tega filma. Mi bomo v film in v pripoved šele vstopili, ti pa si v ta svet vstopila seveda mnogo prej, kdaj si začel ta proces delanja filma? Jaz sem v bistvu, ta film ni bil moj izbor. Jaz nikoli se ne bi česa takega lotila. Pač mene zanima nekaj čisto polno druge stvari, čeprav na neki ravni so podobne. Jaz sem dobila to nalogo, da ta film napravim, ker je režiser, ki bi naj ta film delal umrl. To je bil Aleš Verbič, ne, tako da, no, to je bilo, on je umrl april 21. Mi smo pa prvi kader posneli junija 22, potem smo posneli malo do 23, ne, in ja, letos je pa prva premiera v Idriji. Film Nekoč v Posočju je precej poetičen. Ob nenehnem pripovedovanju vidimo številne posnetke narave in občasno skoraj voajerske posnetke odigranih prizorov različnih ritualov. V dokumentarcu sta sicer uporabljena 2 glasova, moški in ženski, ki pa sta si po barvi in višini tako blizu, da se ju kar težko loči med seboj. A ja, pa če boste film gledali, naj vas ne zmoti nepravilno naglašena beseda kanjon, ki se večkrat pojavi izgovorjena kot kanjon. Po preverbi se je izkazalo, da slovar narekuje drugače, pač kanjon. No, v 90 minutah sicer izvemo ogromno različnih mitov in legend o staroverstvu, o pregonu strani krščanstva in nenazadnje nekaj malega tudi o samem Posočju kot geografski lokaciji. Največji izziv pri izdelavi filma je bil verjetno ta, da je bilo vizualnega gradiva izjemno malo, pisnega malo več, so pa vsaj nekatere lokacije še danes znane. Ampak kako sta se direktorja fotografije lotila upodobitve tega tako neznanega področja? Ja, tle je zelo veliko vprašanje bilo tega, kako vizualizirati nekaj, kar v bistvu nima nobene zares vizualne zgodovine, da tako rečem, ker teki ni več v bistvu za sabo se pusti praktično nobenih zares artefaktov, tako da en velik lik tega filma je narava, ki sem nekaj od začetka vedel, da bo. Potem pa so te neki kar poustvarjeni, rekonstruirani prizori, za katere smo se odločili, da bomo probali posneti na način, da so igralci v bistvu čim malo prepoznavali, da ne gledamo zares obrazov, da gledamo neke situacije, da so te stvari dosti v nekih sencah in tako. In tudi mi da zdaj smo se na začetku tega procesa tako odločili, da si bomo delili to vlogo zaradi dolgotrajnega procesa delanja dokumentarnega filma, ker tudi ne vemo točno, koliko časa bo trajalo, kdaj se bo snimalo in zaradi nekih obveznosti, ki se je pa imela, se to rekla, da se to deliti. In v bistvu ta delitev na konc
In se je zgodilo tako, da je v bistvu jaz sem posnel večino teh igranih, oziroma rekonstruiranih prizorov, da je posnel večino teh krasnih prizorov narave, tako da še nekaj o tem liku pove, ki ga v bistvu on stvaril za ta film. Ja, tako je že rekel, neke funkcije so bile podeljene, ampak tu se mi zdi tako na prvo mesto zavala narave, pa tudi Silvotu, ko je v bistvu nam pokazal vse to lokacije in skrivne potičke tega, tako da mi smo prišli sam zrejeti. Pomemben segment pa je v filmu prevzel tudi sektor 3D animacije, ki je oživil nekaj nevidnih mitoloških bitij, in sektor 2D animacije, ki nam je v malo bolj simpatični obliki predstavil tudi kakšen krut prizor, kot je tisti z mrtvim krtom, katerega kosti je potrebno obesiti nad vrata, da bi odgnali zle duhove, na primer. Ampak kako težko je bilo sicer posneti film o nečem, kar ne obstaja več? Režiserka je bila o tem zelo iskrena. Mislim, to je bil, ko sem jaz začela to Medveškovo knjigo brati, mene je bolela glava. Jaz nisem mogla doma brati. Jaz sem šla v delavnico, tam sem imela en kavč, ogromno prostor, en kavč, pa stol, pa mizo, pa zapiske, pa kulije, hladilnik, pol pijače, ker brez alkohola jaz to ne bi skozi pravila. To je norost. Ker na vsaki strani imaš, mogoče imaš eni strani 4 zgodbe. In vsaka zanimiva, vsaka tako filme pravi, Zdaj pa kako iz tega? Potem druga je pa to, da en stric je v eni stvari rekel tako, drugi v isti stvari drugače. In zdaj kaj iz tega ven dobite? Grozno. Tako da jaz sem zapiske delala, pa sem izgubila, pa sem spet nove, pa vrame, bobni. To je bila muka. Izjemno zanimiva stvar, ampak muka je bilo pa to, prav skupaj, da bo imel, da bo stvar nekako povezana, da bo en začetek in en konec, da bo nekak smisel, ne? No, potem se za to strukturo odloča, ne? Snega, zdaj sem šla v detajle, ker je preveč. Snega bomo pa tako, da bo ljudje dobili občutek, vsaj malo občutka, kako so ljudje takrat živeli, kako so bile te skupnosti organizirane in to se mi zdi, da mi je rado. Ob koncu naj omenim še to, da bodo v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki jutri odprli retrospektivo posvečeno 90-letnici rojstva slovenskega filmskega režiserja in scenarista Matjaža Klopčiča. Na otvoritvi bodo zavrteli kratkometražni film Podobe neke mladosti ter film Presenečenja. Režiserja pa morda poznate tudi po filmih, kot so Triptih Agate Švarc-Kobler, Ljubljana je ljubljena, Mojata socialistični kulak, Iskanja, Udovstvo Karoline Žašler, Na papirnatih avionih, pa tudi po mnogih drugih ali pa po temle.
Prihodnji teden se nadejamo festivala migrantskega filma, ki bo postrekal s kar nekaj zelo aktualnimi tematikami in pa tudi z brezplačnimi vstopnicami. Več o filmih pa tudi v prihodnjih oddajah. Do tedaj se lepo imejte in se vidimo.